cash, samo luknja, ki ti ne prinaša veselja. To, da ne smeš upati, ko so stvari hard, da rabiš ustrajati. Ne? Da si že v življenju točno na tem mestu, kjer si zaslužiš biti, ker če si se ti pripravljen več potruditi, boš tu dosegel več, če se nisi, boš tu dosegel manj. Ker se niso se pripravljeni dejansko truditi dnem za dnem, da nimajo sploh nobenih rezultatov, let pa pol, malo ljudi gre čez to. Tok otročje, lažja verzija tega pravega biznisa, ki dejansko rabiš imeti neko zalogo, kaj dejansko želijo, kakšen lifestyle, kaj vse hočejo imeti, ne imeti izgovorov. Gal, dobrodošel. Žuje. Kako to, da si rekel ja za podcast? Predvsem mi je povedal kolega, o katerih temah se bo govoril, me je zanimalo, sem rekel, zakaj pa ne. To je isto moj prvi podcast, me je iskreno zanimalo, kako vse to deluje, sem se odločil priti. To je to. Ok, cool. In o katerih temah bi rad govoril? Najbolj me je zanimalo šolstvo, pa itak ta tudi nekak biznis aspekt, sem tudi mislil, da je ta tema. Tako da to me je najbolj pritegnilo, ker se dosti se najdem v temu. No. Ok. Ja, glede na to, da si še mlad, ne? Napram meni, ki sem 38, star si mlad. Zgledaš mlajši. Ja, thanks. Hvala lepa. Tu je žena, je zaslužna za to. Tudi. Tako da, cool. Daj malo povej tako o sebi, da rečemo. Ljudje ne vejo, kdo je Gal Remec, ne? In če bi ti zdaj rekel, Leo, povej nekaj, da te malo bolj po tvojih besedah spoznamo, kdo si, kaj bi povedal? Jaz bi rekel, da sem mlad podjetnik, ki ustvarja vsebine prek TikToka, se tudi tam oglašujem, od tega dobim stranke in od tega dejansko živim. No. Tudi zaradi tega me ljudje več manj poznajo, zaradi TikToka, socialnih omrežij. Instagram, TikTok, se tam gor objavljam. Kaj pa delaš podjetništvo? Ja, sem online fitness trener, se pravi, pomagam strankam prideti do željenih ciljev, postave, bodi si shujšati, pridobiti na masi, take stvari, no, pa jih vodim ena na ena, čez vse skupaj. Online delaš online, vse online. Se pravi, nisi v fitnessu, pa si tam z njimi online. In kaj imaš sam, morajo iti oni v fitness, ali lahko tudi treninge doma delajo? Ali... Karkoli, čist je, zaradi tega tudi veliko ljudi pride k meni, ker povprečen odrasel tip, ima svojo familijo, ima službo, ima milijon drugih obveznosti in ta zadnja stvar, ki bi on po mojem rad delal, je še, da bi hodil v fitness 4-krat na teden, velikih ima tudi fitness dosti oddaljenih, a ne od njih. In ja, tudi od doma zaradi tega. To mene 40% mojih strank 50 sigurno od doma trenira. Koliko strank pa imaš, če ni iskreno? Strank imam konkretno nisem nikoli števal, ampak vem, da je tam čez 90, jaz bi rekel od 90 do 110 tam nekje aktivnih. Imaš aktivnih? Aktivnih, ja. Aktivnih trenutno, ja. Lepo. Ja, hvala ti. Ja, res, bravo. 90 do 100, 110 aktivnih strank, se pravi, ene nehajo, pa pridejo nove. Ja, seveda. Cool. Kaj pa je glavna stvar, ki jim jo hočeš predati? Mislim, jaz se itak specializiram, ker pri oglaševanju itak rabiš targetirati določeno skupino ljudi. Imam več ali manj za hujšanje, in jih v bistvu učim nekega zdravega, normalnega odnosa z prehrano. Se pravi, večina ljudi, ki se tudi spravi hujšati, mislijo, ja, jaz pa ne bom smel jesti unga, pa bom rabil jaz samo zelenjavo, riž, piščanc. Mislim, to ni res, ne. Lahko vse te stvari, tudi hrano, ki jo imaš tirati, lahko jo normalno vključiš noter in vse narediš ful dober napredek, no. Se da vse to. Se pravi, glavna stvar, na katero moraš dati fokus je? Glavna stvar, na katero moraš dati fokus, je več ali manj na kalorije, no. Na kalorije. Tudi če neka oseba ima cilj, da zgubi 10 kil, če bo pravilno si štela kalorije, dovolj kalorij zaužila, bo lahko hujšala, tudi če je malo bolj slabo hrano, no. Kaj pa, se pravi, jaz imam tudi prijatelja, Žan Šuber, če si zdaj slišal za njega, dol iz Primorske, no, je tudi zdaj začel, ima svoj gym pa tako naprej. On pravi, pa je tudi moj trener je, on pravi, se pravi, pol krožnika zelenjave, 1/4 beljakovin, 1/4 hidratov. Ja. Recimo pač tako, da ne kompliciraš, ne? Ja. In da isto si v tem kaloričnem deficitu. Pa zadnjič je tudi lep video dal, je rekel, ok, če hočeš za vikend malo več pojesti, ne,
pač četrtek, petek malo manj pojej, ne, recimo. Sej, Pač da si na tedenski ravni nekje pošten. to je v bistvu simplifajanje tega, kar jaz govorim. Več ali manj. Vse tako, kot je on rekel, če on tudi govori o kaloričnem deficitu, to je v bistvu na koncu ta zadnja stvar. Zdaj, če boš do tega prišel s tem, da boš ti delal fasting, da boš do tega prišel, da boš jedel samo zelenjavo pa korenčke, a veš, je itak vse. Če boš prišel do tega, boš hujšel. To je dejstvo. Okay. Kaj pa posledica na organe, polke? Malo je zavisi od kvalitete hrane. Seveda, absolutno. Sej, zato jaz vsem govorim, lahko seveda ješ. Ti bi teoretično lahko jedel samo milka čokolade cel dan. Pa če bi v deficitu bi shujšal, sam, kakor oba dva veva, to ni lih najbolj zdrava stvar za narediti. Tako da jaz vsem priporočam, da mene 10% hrane, da lahko pride iz malo bolj nekvalitetnih verov, ostalih 90 pa naj bo zdravo, naj bo nutrient dense foods. To pomeni po slovensko? To pomeni hrana, ki ima visok delež vitaminov, mineralov, vseh teh stvari, ki jih tvoje telo rabi, da normalno funkcionira. Ok, cool. In zakaj si se za to navdušil? Zakaj bi... Mislim, dolga zgodba. Jaz sem se za fitness pa za vse to navdušil, ker sem tam v 8. razredu. Jaz sem drugače treniral košarko 9 let, prej sem bil že tako športno aktiven, in potem sem šel enkrat z enim kolegom na štange, fitness park Zunanje, me je navdušil to. Sem se začel ful v to poglabljati, že nasploh v fitnessu, kalorije, v treniranje, v vsa ta pravilna načina, vsega tega. In me je res to dosti zanimalo in sem na tem študiral kar 3 leta, vsak dan sem šel na seminarje, bral razne knjige, poslušal podcaste, in sem se veliko stvari o tem naučil. In potem sem si rekel, zakaj pa ne bi jaz tega monetiziral, pa dejansko pomagal ljudem, da pridejo do tega, pa imajo oni nekaj od tega, pa še zaslužimo tega. Zakaj pa ne? Pa si zdaj licenciran trener, ali ne? Sem v postopku delanja licence, sem tako en teden stran od tega, da bi jo dobil prek AFP-ja, ampak ne, zaenkrat je še nimam, zaenkrat je še nimam. Zaprašal sem te zaradi tega, ker veš, vsi so tako, kaj pa je tvoja izobrazba, kaj pa je tvoja una, Pa je na koncu, je to sploh bistveno ali je bistveno, če moj pristop deluje za ljudi in so oni bolj zadovoljni, srečni. Sej veliko ljudi, veliko moje konkurence, potem sploh najprej konkurence, ima neke papirje od zadnja, ampak pogledaš, ima papir prav, da on ve, kaj dela, pogledaš njega, ne zgleda sploh kot fitness trener. Pogledaš njegove stranke, nimajo napredka že par mesecev, Tako da konc koncev, kaj ti pomaga kos papirja, če nimaš znanja v praksi dejansko, če ne moreš tega predati naprej. Pa rezultatov, Ja, seveda. Ker so bistveni, Seveda. Se pravi, rekel si, pomembni so rezultati in tu se tudi jaz strinjam, Dajmo biti plačani po rezultatih, ne pa po izobrazbi, Seveda. In še nekaj bi rad dodal. Dodaj. Jaz sem do zdaj v trenerstvu vse skupaj dobil, mislim, trenutno imam okoli 100 aktivnih strank, vse skupaj sploh ne vem, si lahko samo predstavljam, do zdaj sem treniral tam okoli 350 ljudi, po moje, vse skupaj, In niti en me ni vprašal, če imam jaz papirje od zadaj za to. Niti en. Ker vidijo napredke od mojih strank in mi zaradi tega veliko bolj verjamejo, kakor nek kos papirja. Tako da ljudje že sami po sebi vemo, če so rezultati od zadaj, bom verjel tej osebi, ne pa zaradi A4 papirja, kjer gor piše, da si licenciran osebni trener. In zdaj, če gledava tako, kako poteka postopek pri tebi, Se pravi, ti na TikToku objavljaš in potem ti ljudje kaj privat pišejo, ali imaš kakšen landing page, ali kako izgleda? Jaz zdaj ne bom čisto vsega povedal, ker imam kar lepo strategijo narejeno, in če mi kdo to ukrade, da si za brezveze konkurenco delam, ampak kar lahko povem, mislim, tako, kako poteka pogovor, ne rabiš mi tehnično. Čist približen. V glavnem, potencijalna stranka vidi moj video na TikToku ali pa na Instagramu in jaz imam itak nek landing page narejen, kjer mi dajo svoje kontaktne podatke in ko jaz dobim te podatke, prvo naprej presodem, če sem sposoben te osebi sploh pomagati, če ima klasičen primer hujšanja ali pa če ima nekaj veliko bolj zakompliciranega, se pol ne vmešavam v to, Ker tudi meni je cilj, da targetiram neko nišo strank, ki imajo običajne probleme, zdaj, če ima neki... če ima zdravstvene se niti ne bom vmešaval, In potem
ga jaz kontaktiram, se zmenimo za en hiter 10-minuten klic, lih to, da jaz bolj podrobno vidim, pri čem on sploh rab pomoč, če mu lahko pri tem sploh jaz lahko pomagam, ne, in tako v večini primerov mu lahko, mu povem, kako vse poteka moje trenerstvo, to, in potem jih upeljem v postopek, dobim veliko informacij od njih, na podlagi tega jim tako naredim čist prilagojene jedilnike, trening programe, jih vodim ena na ena čez vse skupaj, ne. Koliko imaš pa kaj tu tle pomoč avtomatizacije, AI-ja in tako naprej? Pač zdaj gleda malo podjetniško smer, ne? Ja. Bom pa povedal, zakaj te tu sprašujemo, pač je namen zadnji. V bistvu jaz ChatGPT, a ne kot AI, velikokrat uporabljam za video ideje, ker na tej točki jaz imam že kar veliko videov posnetih na TikToku, na Instagramu in jaz sem besedo kaloričen deficit omenil po moje že 3000-krat, ne. Imam videi, se več o manj vrtijo v krogu, z mečkim drugačnim spinom, nič zaradi tega včasih vprašam ChatGPT, daj mi ti 30 idej za video, potencialna stranka ta, njihov problem je ta in potem mi spiše nek kvazi skript in potem jaz to obrnem na svoj način. Tako si s tem dosti pomagam, ja. Kaj pa pri sestavljanju jedilnikov pa prilagojenih programov? Pri sestavljanju jedilnikov ChatGPT nimam dobrih izkušenj z tem, sem tudi probaval, ampak se mi zdi, da zelo nenatančen. Zelo nenatančen. V bistvu jaz sam spišem jedilnike, imam itak že narejenih več templateov, ne, tako da za 3-krat na dan, za 4-krat na dan, za kad, bulk, ne mara rib, ne mara paradižnika, imam že vse narejen, imam čez 100 jedilnikov templateov že narejenih, ne, sem jih naredil. Tako da nimam niti toliko dela pri sestavi programov, ampak ChatGPT potem dam vse to, kar jaz napišem noter, pa napišem, da naj doda emoji ali pa kaj takega, da vse lepo zgleda, ne. To pa poslovnične napake, da poprav. To je pa to. Cool. Vprašate zaradi tega prvič, ker se mi zdi, da pomembno, da mladi znajo uporabljati to orodje, a ne? In da ga znajo kritično uporabljati. To je najbolj bistveno. Pa drugič, kar si povedal, ti imaš tu sestavljeno in si tu sam sestavljal znanje, ki ga imaš, se pravi si rekel, da v 8. razredu te je začelo zanimati in pol si tu pridobival, a ne? Prosim si, da ne povemo, koliko si star, tako da naj ljudje ugibajo, a ne? Ampak vsaj po tem, kar si povedal, je 3 do 5 let dnevnega dela izobraževanja. Še več, a ne? Se kar nabere. Še več, se pravi. Nisi pa star 14, a ne? Mislim, 8. razred je 15, pa 3 leta 18, a ne? Se pravi, si to vse naberal, ker zakaj tu hočem izpostaviti, ne? Ker se mi zdi, da kako ti gledaš svoje sovrstnike pa mlajše, a ne? Ko hočejo vsi tako na hiter, pa flashi, pa kaj vidiš, a ne? Ta mindset. Kaj bi rekel, zakaj te ratuje, njim pa še ne ali pa jim nikoli ne bo? Zaradi tega, ker prehiter iščete rezultate, ker niso se pripravljeni dejansko truditi dnem za dnem, da nimajo sploh nobenih rezultatov, let pa pol, malo ljudi gre čez to. Jaz sem šel čez to, sem bil še ta čas v šoli, sem imel neko vizijo, jaz bom naredil nekaj svojega, bom prišel do lepih številk, a ne, sem začel s tem, itak ni bilo čist nič, ne, itak sem se ful matril, da sem prvo stranko dobil za 30 € na mesec, čist nič, takrat sem bil v srednji šoli še, ne, in jaz sem imel že neko vizijo, sem staršem rekel, jaz ne bom šel potem na faks, bom nekaj svojega naredil, imam vizijo, ne bom se še naprej učil, bom veliko nekaj večjega naredil in itak, ko nimaš rezultatov, ti folk ne verjame. Starši, isto kolegi takrat, ko sem jih imel, so vsi dvomili v to, a ne. In zaradi tega je še dosti težji, ker ti se dejansko trudiš, imaš neko vizijo, se dejansko trudiš, vlagaš čas v to, rezultatov pa ni nobenih. In lih zaradi konsistence sem prišel do sem, kjer sem prišel, ne. Odkaj si rekel, starši niso verjeli vate, ko ni bilo rezultatov? Mislim, verjeli. So verjeli, jaz imam ful v redu starše, da se ne bo kaj to narobe slišal, so verjeli, ampak sem videl, da so malo v dvomih za to situacijo. Seveda so me podpirali pa vse, ampak... Ampak si čutil, ne, videl si, zaznaval si, ne, oni dvomijo vate, polej prijatelji, jaz rečem prijatelji, ne, da prav prijatelj nikoli ne dvom, ali pa se posmehuje. Se zdaj ni več onih prijateljev. Ja, ni več, ne, ker niso bili ta pravi, ne, če se nekdo posmehuje tvojim sanjam, željam, ciljem, ni tvoj prijatelj. Ja, definitivno. Sprav, odkje si črpal pol navdih, to moč, da si šel verjetno tudi čez veliko lastnih dvomov, ko ni bilo rezultatov?
In čez dvome okolice. Dejansko si zmagoval zunanje in notranje sovražnike. Iz tega, da sem vedel, da nimam plana B. Ker sem uložil dejansko vse, kar manj v plan A. Moj plan B, to, da bi šel po gimnaziji na faks, bil tam 4 leta, dobil pol neko službo, ki me bo plačala 2000, mogoče še zelo dobro v Sloveniji, 3000 evrov na mesec do konca življenja. 62% Slovencev zasluži manj kot 1500 evrov na mesec. Ne. Neto, govorim neto. To pa govorim, ne. Sem imel ful više cilje od tega, ful večje ambicije. Sem vedel, da to ni to. Nisem imel druge. Sem bil stisnjen v kot. In daj Sem se rabo znajdeti. Ja, razumem. Ampak si se stisnil, v bistvu si sam, ker ne Sam bi rabo. sebe sem forsiral, da sem prišel v tako situacijo, da sem nekaj naredil iz tega. Ne. Kako si se pa do tega pripeljal? Kje si črpal inspiracijo, ali si koga videl, ali si koga poslušal, ali si ti je nekdo rekel, ali jaz pa mislim, da bi bil ti ful dober v temu? Zdaj, ja. Ne vem, če lahko rečem ime, ena oseba, ki... Vem, kjera oseba, res smo ga že omenili. Če je to ta, je ta. Ja. Andrew Tate. Sem ga začel dobivati v nekje konec drugega letnika na moj TikTok for you page. Sem gledal, me je čist navdušil to, ne, sem se videl v tem. Kaj te je navdušil? Ker mislim, da je tle ful pomenil, mogoče, ker zdaj v narekovajih si produkt njegovega vpliva, a ne? Ker veliko mladih si ga je narobe razlagalo in je pobralo tu, zaradi česar je algoritem on lahko sploh pritisnil naprej, zato da je govoril, kar je govoril, a ne? Ampak ti nisi tega vzel, ker če bi tu vzel, bi bil še danes na nuli, ker te, ki so tu vzeli, niso nič naredili sebe. Sprav, kaj si ti vzel? Lekcije glede biznisa, glede discipline, da ne smeš obupati, da rabiš biti vedno dober človek, take stvari, no. V bistvu vse to dobre stvari sem vzel iz tega. In on je imel... Od Andrew Tate si vzel, da rabiš biti dober človek. Ja, absolutno. Ti pa si napran. Absolutno. Joke v narekovaji. Absolutno. Veliko ljudi ne razume tega, da že samo zaradi tega, ker je on rad toliko viralen, a ne, mislim, da je bil nekaj časa najbolj googlana oseba na svetu, tisto obdobje. Ampak ja, on je lih prišel do te slave, ki jo ima s tem, ki je govoril v narekovajih dump shit, a ne. Je govoril, ženske ne znajo voziti, take stvari. Ker je bilo, če mene vprašaš, on dejansko to misel, ne vem, a je pomembno, niti ne, ampak to je naredil samo zaradi tega, da je dobil klike, ne, da je svoj message predal naprej. S tem je on tudi reklamiral tisto šolo, ki jo je imel takrat Hustlers University, je bil takrat, ne vem, kakšen ime ima zdaj. The Real World. Ja, The Real World, ja, to je to, ja. In ja, s tem je on samo to reklamiral, tako da je tudi rekel stvari, ki so bile malo izven konteksta, samo zaradi tega, da je dobil klike, ne. To tudi veliko ljudi algoritme je pritiskal naprej. In to isto jaz delam. Jaz sem imel tudi 1 let nazaj, ko sem probil audience na TikToku dobiti, sem rekel, če si tip, pa nimaš six-packa, si debel. A sem dejansko to mislil, niti podrazno. To sem naredil samo zato, da sem dobil klike. In potem ljudje v komentarjih, kaj si ti meni rekel? Ja, se nisem te rekel. Ne ti, nasplošno govorim, ne, komentarjev. Ampak po drugi strani, pač imaš te body mass indekse in se hitro najdeš, se ti zdravniki povejo. Tako je. Je pa res, da ni nujno, če nimaš six-packov, da si debel, ampak tako, kot si rekel, super je. Če tega ne bi rekel, ne, ti je bil en kamenček v tem mozaiku, ki ga sestavljaš. In je bil premišljen. Vse lahko bi to povedal ful na lepši način. Ja, sem pa ne bi dobil toliko gledal. Ne. To je to, ne. Attention economy. Cool. In se pravi, točno te je inspiriralo od njega, bodi dober človek, ne obupaj, verjam vase, koliko pa ta denar pa flash, kar je on imel, koliko te je tu pritegnilo, da si rekel, jaz bi tudi hotel imeti tog denarja, pa take avte. Ne bi rekel, da me to motiviralo sploh. Jaz bi rekel bolj sam mindset, no. Zato, da ima on, koliko ima 50 superkarov, niti me ni to motiviralo, ampak bolj ta mindset, bolj to, da ne smeš obupati. Evo, mi smo imeli manjši tehnični problem, vrglo nam je ven celo elektriko, ker snemamo v skladišču in je mrzlo, smo prižgali radiator in ga vezali na isti plak, celo opremo. Tako da smo se s tem malo hecali, v tem času se je gal oblekel, tako da to je, kar je noga. Glavno ostala sva, sam on, Andrew Tate, je vplival na te ali še kdo drug? Mislim, definitivno tudi moj fotor, zaradi tega, ker sem ga gledal, ker ima on svoje podjetje in sem že nekako odraščal s tem, sem videl, kako to je, kakšno je življenje podjetnika.
Pa seveda milijon tudi ostalih influencerjev, ki so na isti poti. Naprimer, Alec Hormozit, ko si ti preomenil, da imaš njegove knjige na svojem listu, sem obe te knjigi jaz prebral, sem si izpisal vse iz njih, sem jih tudi večkrat prebral, ful uporabne stvari. Pa seveda še milijon tudi ostalih influencerjev. Kaj pa Iman Gadzi je tudi ful popularen. Njega pa nisem to gledal, če sem čisto iskren, ker je čist v drugi niši kot jaz, pa nisem potem toliko dobil ven iz tega. No. Bravo, ful mi je všeč, kako imaš, se pravi, veš, kaj hočeš, a ne? In veš, kdo ti tle lahko pomaga in kdo ne. In nisi tako, da malo gledaš enega, malo drugega, pa malo tam poberaš, a ne? Ampak poberaš od ljudi, ki so nekje prehodili že to pot, so rečemo pred tabo. Cool, če pogledam, ki slediš tem bolj uspešnim od sebe. Ja. Kaj je tisto, kakšen je tvoj proces aplikacije, se pravi uporabe tega, kar oni rečejo? Kako ti to delaš? Se pravi, tako študiozno ali šolsko, ali nekaj slišiš, pa pol preučiš. Kakšen je tvoj proces? Ja, zdaj, prvo kot prvo, kjerkoli problem ga jaz imam, ali je to v prodaji ali pa v marketingu, bom šel potem srčati tudi rešitev. Ne? In če najdemo teh ljudi in če znam to povezati z mojo situacijo, potem implementiram njihove nasvete in vidim, če bo delovalo. Ne? Če ne deluje, pa najdem koga drugega, implementiram njegov nasvet. Tako da to je itak cel proces, kjer imaš milijon teh variant, ki jih lahko narediš. Ne? In testiraš, kaj se za te v bistvu splača narediti in kaj se ne splača narediti. Ne? Sprav, trial and error. Ja, trial and error, točno tako, ja. Točno tako. Si rekel oče, a ne? A si tudi z njemu kdaj sedel v pisarni, z njemu imel debate, kako on vodi procese, strukture, kako si postavlja plane, letne, četrtletne? Definitivno, ja. Moj fotor ima veliko večjo firmo, kot jaz. Je prav dejanska firma, ne to, kar jaz delam, jaz prodajam storitve, a ne. On ima pa prav prodaja razsvetljavo, ima tudi zaloge, ful denarja v zalogi, a ne, pa vse to, ima 2 zaposlena in je dosti večja firma od mene. In ja, seveda, potem tudi toliko več stresa zaradi tega pride, ker če imaš ti zaloge že samo tako 100-200 jurjev, a ne, čist druga stvar. Ja, moraš prodati. Ne? Ja, rabaš prodati, ja, če, ja, zalogo, seveda. Pa so tle metode, FIFO, LIFO in tako. Seveda, ja, zelo kompleksna stvar in jaz imam sam respekt za njega, da je, ker v tistih časih narediti biznis, ker to je dejanski biznis, to, kar imam jaz, je bolj nekak easy way, to, kar zdaj naša generacija, ki ima dostop do interneta, pa se dejansko prek interneta lahko prodajo stvari. Meni se zdi to toliko otročje, lažja verzija tega pravega biznisa, ki so, ko dejansko rabaš imeti neko zalogo, jo dobiti iz Kitajske, najti veze, prodati naprej, ne. Hoditi od firme do firme, hiše do hiše, prodajati. Klicati ljudi, ja, to se mi zdi. Kakšne debate sta imela? Ker me zanima, ker je po moje, bi rekel tle oče, a ne, imel velik vpliv na tebe. Ne, tudi lahko poveš za mamo, ampak zdaj sva pri očetu, špol poveš še za mamo. Kako ste tako, jaz si predstavljam neko sobotno popoldne, nisi se učil, pa si šel ti do očeta, pa rekel, oči, škoda mene tu pa tu zanima, ali je oči rekel, mali, pejď z mano, zdaj ti bom nekaj pokazal. Je zdaj, on ima firmo dosti blizu mene, ne, mislim, kjer živimo, in se velikokrat tudi ostavam in grede, ne vem, ali punco pelem na faks, pa se nazaj grede ostavam pri njemu na firmi, pa imamo te debate, ne, v bistvu, kako vse to skupaj izgleda, kako on dobi stranke, ali pa čist iz vidika, ne vem, davčne optimizacije, ali pa kaj takega, ker mene te stvari dosti zanimajo, ne, kako bi lahko maksimalno izkoristil svoje podjetje, da si dejansko efficient, da ne mečeš keša samo v prazno, da si, naprimer, daš tudi take stvari o stroške, ki si jih lahko daš, ne, pa se malo s tem potem take stvari. Imaš navaden SP, ne normiran? Imam normiran SP. Ja, ki si tako online, pa nimaš nekaj. Ja. Cool. The best. In če bi zdaj tako te vprašal, ok, videl si očeta, ta vpliv, kaj je tisto, kar ti je oče največ predal? To, da ne smeš upati. Definitivno to, da ko so stvari hard, da rabiš ustrajati, ne. Da lih takrat se pokaže tvoj true character, ko si facen z nekim velikim problemom, da samo ne obupaš in da furaš naprej svoje in da je to. Da imaš jasno vizijo, si pripravljen narediti vse, ne glede na to, kar si drugi mislijo, ne glede na vse možne ovire. Ti imaš to vizijo in boš to omogočil in to je to. Nekaj se mi zdi, da se ti to ful pozna. Da si odraščal v takem okolju.
Tako, ne, angleški izraz je, da si unfaced. Se pravi, da si v svoji coni, tem zonu fokusa, in ga pičiš in da ti je tudi pomagal v bistvu, seveda si mogel sam čez izkušnje zgraditi ta ščit, ta oklep ojačati, da se odbijajo te mini kamenčki na poti od tebe, ne, da se prav vsakmu ustaviš, ko preleti vate. Kaj so pa neke vrednote doma, poleg tega, da vztrajaj? To, da rabiš biti dober človek, da rabiš biti iskren, pomagati drugim. Vse te normalne vrednote, ki bi jih rabil imeti vsak. Ampak ja, prvo kot prvo to, da ne smeš upati, ne glede na to, kaj se zgodi, da je fajn, da imaš svojo vizijo in da ne slediš normalnim okvirjem družbe. Tudi to so mene vedno spodbujali, da če bom hotel imeti kaj svojega, da rabim za to delati, graditi, da nič ne bo prišlo samo od sebe. Da si že v življenju točno na tem mestu, kjer si zaslužiš biti, ker če si se ti pripravljen več potruditi, boš tudi dosegel več, če se nisi, boš tudi dosegel manj. Da si v bistvu sam kriv za svoj položaj, ne glede na vse druge situacije. Mislim, se imaš tudi ostale faktorje, zaradi tega tudi meni sociologija v šoli kot predmet nikoli ni bilo všeč, ker v bistvu ne krivi posameznikov samih, ampak krivi okoliščine. Naprimer, čisto v mojem fitness primeru, ljudje so odbeli zaradi tega, ker so nerealistični standardi, in potem so oni žalostni, depresivni, jejo več. Jaz pa na to gledam samo tako, samo len si, nisi se pripravljen dosti premikati, nisi pripravljen jaz pravilno, nimaš dosti discipline. Tako da jaz vedno bom krivil sebe za nekaj, kar mi ne rata, ne pa zunanjih okoliščin, na kjere noben nima vpliva. Take so, Cool, mislim, to so ti predali odgovornost, pa samostojnost. Tako da v bistvu so uspeli kot starši, so naredili svojo vlogo. To je osnovna naloga staršev, je, da otroka narediš samostojnega in odgovornega člana družbe. Tako da, kaj pa od mami si pobral tako za življenje, ne samo za biznis, tudi za life, lahko tudi dodaš še kaj od fotra za life, ampak mislim, da si od fotra očeta vse povedal. Od mame? To, da rabiš skrbeti za svoje bližnje, da rabiš biti prijazen, res. Take stvari, ker mama je vedno oseba, ki ti hoče samo najboljš, kot je isto fotra, In tudi včasih, če sem se kdaj skregal z njo, je bila ona še zmer prijazna, mi je naredila večerjo, veš, take stvari, Da taka, ne vem, kaj je izraz v slovenščini, ljubezen brez meja, Brez pogojev. Ja, to sem mislil, brezpogojna ljubezen. Od očeta je bila pa pogojna. Se pravi, če si sledil nekim pričakovanjem, standardom, vrednotam družine, je bil tenčen, ti je pa hitro pokazal sine, tle si šel predaleč. Ja, take stvari. Mislim, da to bi vsak fotor rabo delati. Mama je bolj tista, ki je bolj nežna s tabo, fotor ti pa povela, to si zajebu, in zdaj pa posledice. Ja, zdaj pa imaš posledice in to je to. To je to. Cool. Kudo, ali kako je izraz, tvojim staršem. In ful zanimivo, ker si vmes rekel, to mi je tako dosti normalno, tako, kot bi moglo biti. Pa, ko pogledaš družbo ali pa svoje sošolce ali pa sovrstnike, pa se ti zdi, da če je normalno, pomeni, da je tega največ. Pa se ti zdi, da je, ali da so tvoji starši, oziroma kako si ti naštiman za življenje, bolj unikat v tem svetu. Bolj unikat. Meni se zdi, da moji sovrstniki niti približno ne razmišljajo, kot jaz pri mojih letih. Imam srečo, da sem tudi najdel zdaj kolege, ki tudi isto razmišljajo, kot jaz pri mojih letih. Če imaš ti neko vizijo v življenju, se boš tudi dosti hitreje povezal s takimi ljudmi. In tako ni pri moji starosti folk samo, kaj pa delajo. Na faks hodijo pa grejo žurat 3-krat na teden, se nabijo z alkoholom in to je to od njihovega življenja. Brez vizij. Faks, bum, alkohol. To je to. In pol služba. Ja, in pol služba, in pol so 40 let v službi in pol grejo v penzijo. In to je to. Cool. Vsa čast. Bi rekel tvojim staršem, ampak tudi tebi, da si tu izkoristil, ker ne bi rabo, Na začetku rekla, Pač lahko bi zdaj bil na faksu, pa pač delal to ustaljeno pot, in bi bili starši tudi s tem čisto zadovoljni. Ja, bi bili, Sam ti ne bi bil. Ja, jaz ne bi bil. Tako da,
Te mi tako malo iz ego pampa, okay. Ke mi je ta omenil, da si cool model, da bi ti bilo mogoče dobro slišati, povabiti in ker je v naši ekipi, sem rekel, da pač jaz nimam tle težav, naj pride, pove, Sicer sem mislil, da si malo starejši, ampak mi je cool, da nisi, zato ker lahko še bolj iz fielda, iz izkušenj govoriš. Ko če prijava do une teme šolskega sistema, RS3 si kupil? Uvozil sem jo iz Nemčije. Ja. Iz egota, kako ti je to, da si kao jači od drugih zdaj, pa da se postavljaš nad njih, pa punco prepeleš na faks, pa veš, kaj mislim. Inače narobe s tem. Ja, ne, sigurno je malo iz tega. Sigurno je malo iz tega, ne. Ker tudi ljudje cenimo stvari, ki jih je težko dobiti, ne. Cenimo stvari, ki jih je težko dobiti. Če bi vsak pro moji starosti imel tak avto, pa ne bilo to nič posebenega, ne. Če bi... Pa da bi si ga sam kupil, da ga mu ni oči ali mami. Ja, seveda. Cenimo stvari, mislim, sigurno je tudi malo iz egota. Čisto upravičeno. Ja, se strinjam. Mora pa, zdaj če gleda drugač, ne. Gledaš iz egota, malo gledaš to tej. Jaz sem nekaj naredil, ne. Ja. In sem zato zaslužil. In sem ponosen. Seveda. In zdaj se bom nagradil. Seveda. In se bom nagradil s tem, kar je meni cool. In če je meni cool to, je meni cool to. In spet ne rabiš nobeno tega upravičevati. Ampak se mi zdi, da so te res starši tako vzgojili, saj do zdaj, kar sem spoznal, ne poznam. Ne vem, kako se vedeš vsak dan. Ampak mislim, da prav dolgo fejkov ne boš tudi tle, ta pogovor. Če že fejkaš, pa mislim, da ne. Saj nimam tega feelinga, nisem dobil do zdaj niti za sekundo. Da je to zdravo pri tebi. Da ni ta, veš, ta vzvišenost. Saj jaz ne, tega, to ljudje mislijo. Da si zdaj ti več vreden, da si ti boljši, zato ker je te pratalo v njim, pa še ni. Eni mogoče nikoli ne bodo te mere, ki si želijo. Ampak jaz ne vidim nič tle problem. In cool je, res je. Ne mora vsak, ne. Če si X-Packi ne bi bili cenjeni, če bi jih vsi imeli. Nič, kar imajo vsi, ni cenjeni. Točno to. In ni zaradi tega, ker jaz objavljam potem te vsebine, ali moja postavo, ali pa moj avto, folk misli, da se jaz neki važam ali ne. Jaz samo hočem motivirati ostale več. Ja, vsej te folk, ki se hoče biti motiviran, tu vidi. Ja, ampak večina pa ne vidi tega in misli, da se samo jaz neki... Jaz mislim, da če pogledaš razmerje všečkov pa komentarjev, jaz sem šel več naše video te gledati, pa nismo niti blizu še teb po sledilcih, in po številu objav, je... Če pogledaš to razmerje, pol nehaš se ukvarjati s komentarji. Ker je razmerje neprimerno. Tu je komentarjev je mogoče za, ne vem, če pride do 10% lajkov. Ne vem, če pride. Skoraj nobenemu videu, kjer so komentarji. Tako da bi rekel, večina ne. Večina ne, ampak se pa najdejo posamezniki. Ja, tu so pa nezadovoljneži, frustrirani, ker njihov glas nikjer drugje ni nič vreden, pa ga pol v komentarjih sprožajo, če realno pogledamo. Res. A ti je kdaj, zdaj ne vem, tako gledava, kakšen iz fitness slovenske scene, ki je res priznan trener, ki je komentiral video? Niti ne, nikoli. Torej, kdo ti to komentira? Veš, kaj mislim? Ja, samo unik. Se pravi, ljudje, katerih glas šteje, ne komentirajo online, nič. Če že komentirajo, reče je, bravo, kar tako naprej, ali pa tako naprej. In to je ena zadeva, se mi zdi, ki je ful pomembna. In zdaj, čez tvojo zgodbo lahko res poudarimo, da bolj uspešni od tebe, te ne bojo nikoli potiskali. Nikoli. Samo oni, ki so manj, pa ne vem, so fauš ali nekaj, bodo bili pametni prek komentarjev, to je pa to, no. Se več od tega pitek morajo narediti. Cool. Se pravi, kje si dobil vrednote, kje si dobil zagon, zaledje, nam je jasno. Starši so naredili svoje. Bi rekel, da že glede na to, kje si, so oni zaključili, kar se tiče starševstva. Še vedno sta oči pa mami en, da bosta dedi, babi. Verjetno si želiš otrok. Ja. Itak, da. Če si pa tej to bi vplival. 30 otrok. Ja, pa 16, bej, pa le. Ja. Joke, ampak itak da ja. Imam eno žensko, ki jo imam zelo rad, ker vem, da bo gledala ta podcast. Ko ime? Larisa, shout out.
zaenkrat iz mojih izkušenj dela z več kot 20,000 mladimi si najdla dobrega fanta. Tako da, zakaj si želiš otrok? Zato, ker želim vse te vrednote, ki jih jaz imam, naprej tudi dati. Zaradi tega in si želim ustvariti neko družino. To mi je dejansko cilj v življenju, ker to kot biznismen govorim, sem zelo hitro zvedel, da je cash samo luknja, ki ti ne prinaša veselja. Ker jaz v srednji šoli sem si rekel, ko bom prišel do toliko na mesec, bom srečen. Pol sem to dosegel pred pol leta, ko bom do toliko prišel, bom srečen. In sem sam skontal, da nikoli v bistvu nisi srečen. Zmeraj je lahko več. Ne? Ja, zmeraj je lahko več in v bistvu nikoli ne boš. Tudi ko boš imel, ne vem, 2 Lamborghinija parkirana na dovozu, boš pa tako, kaj pa če bi mu jaz letalo? In se nikoli, ko boš imel letalo, kaj pa če bi mu jaz jahto? Po mojem se to nikoli ne konča, no. Nikoli nisi tako. Mislim, sej tu povejo ljudje, ki imajo. Rečejo pač, cool je, igračke so. Sej tudi ta studio tle, kjer sva, ne, je Žiga rekel, tu so njemu igračke, te kamere. Pa tu je vredno 20 do 30 ur, on temu reče igračke, recimo. A veš, kaj mislim, ne? En drug pa v celem letu ne zasluži to. Pa je tako, kako, ne? Pač, on je isto najdu nišo, je naredil, tako naprej, ampak ni mu to end goal. Seli zaradi tega je meni end goal familija, ker se mi zdi, da samo tako ti dobiš dejanski fulfillment kot tip, da imaš svoje otroke, ne, in predaš to znanje še naprej. Bravo. Lepa. Pač. Ne bi rekel, da si toliko star, ki si po tem, ampak so redke cvetke, tako ki si ti rekel, da tudi meni ne bi do toka, kakor mama. In se mi zdi, da je to vedno manj pomembno. Če ne drugega ti dokazuješ svojim biznisom, koliko je bolj pomembno rezultat, učinkovitost, kakor papirji, starost in tako naprej. Je pa res, da jaz osebno imam izziv s tem, ker ne zgledam toliko star, ne. Pa pol pridejo pa na šolah rečejo, zdaj bo pa gospodič nekaj predal, ne. Pa sem jaz, okej, si pa 38 gospodič, ne, daj si pa gospod, ne. Ko imaš svoje stvari in včasih so rekli, ker se poročiš ali pa ker dobiš diplomo, ne. Pač, če imaš oboje, pa še zmerom nisi, kdaj pa bo, ne. Če greva zdaj gledati šolski sistem, ne. Mladci, nedolgo tega si ga pustil za sabo, oziroma si še vedno prijavljen, ampak si rekel, da fokus ni več tam. Tudi, ker imaš SP, nima statusa. Sprav, ne mora niti noben reči, mi te živimo, ne, ti sam izkoriščaš status študenta, pa zdaj tle nekaj furaš. Kaj si dobil od šolskega sistema ali pa kaj nisi dobil, pa bi si želel, da bi dobil? Kaj nisem dobil, pa bi si želel, da bi dobil več svobode v gimnaziji. 3. pa 4. letnik, po moje, mislim, to je spet težko, ker jaz drugače razmišljam, kot večina dijakov, takrat sem bil že veliko bolj odgovoren. Jaz vem, da če bi bila taka opcija, kot na faksu, da imaš določene obvezne stvari, določene neobvezne stvari, jaz bi vseeno to naredil brez kateregakoli problema. Še veliko lažje, kot sem zdaj, ker bi imel več prostega časa. Ampak verjamem, da tudi za večino to ne bi odgovarjali, ker enostavno nimajo toliko dosti discipline pri teh letih in pol sam ne bi hodil. In pol sam ne bi bilo nič iz tega, ne. In razumem, zakaj država potem ima šolstvo na tak način, ampak zato pa določena skupina ljudi, ki malo drugače razmišlja, nastrada, ne, zaradi tega. Kako si ti nastradal? Tako, da nisem imel dosti prostega časa in sem res rabil v nulo biti zorganiziran 3. pa 4. letnik, da sem lahko furil vse, kar sem imel takrat za furati. Res, in je bilo res tako stresno obdobje v življenju, no. Niti minute v dnevu nisem zapravil. Vse prej sem kolegu razlagal, da jaz, ko sem imel prvi avto, ko še nimal Bluetootha, sem si ugradil Bluetooth samo zaradi tega, da sem lahko podcaste poslušal v šolo, pa nazaj iz šole, ko sem se vozil, da nisem niti minute svojega časa zapravil. Res sem rabil biti zorganiziran na polno. Pa se pravi, takrat si imel šolo, fitness, pa biznis. Ja. Šolo sem bil, ker itak rabaš biti 8 ur, potem še prevoz do fitnessa. V fitnessu sem takrat še ful več hodil 6-krat na teden po 2 uri, potem zraven še biznis, zraven še učenje, zraven še, takrat sem bil z bivšo, itak še to, a veš, ne moreš kar zapustiti, sem se z njo pogovarjal, pa tudi s kolegi sem ohranil seveda stike, a ne, in sem se tudi s kolegi še družil in pol ti reč čisto nič časa ne ostane, no, tako nič časa zase. Kaj pa karakteriziraš čas zase, kaj je čas zate danes?
Čas zame, to je pa deep vprašanje. Ja. Čas zame danes. Ne vem, stvari, ki mi jih je fajn delati, kot naprimer tale podcast, se mi je zabavno tako pogovarjati. Okay. To je čas zame. V bistvu lahko bi rekel, da so tudi vse te stvari, ne tudi biznis, ki bom šel takoj potem v pisarno, pa bom v pisarni po moji do 10 zvečer, da je tudi to čas zame, ker imam neko vizijo in mi je fajn to delati, ne. Exactly. Tako da, Zdaj, to mi je. Ja. Mislim, kaj mi je, a veš, danes je ta fama, ne? Rabiš si vzeti čas zase. ja. Pa, kaj je zdaj čas zate? Daj mi povej, ne? Kako čas zase pomeni, ok, to je nekaj, kjer jaz delam za sebe, da se imam jaz fajn, da se jaz dobro počutim. In se mi zdi, da jaz imam isto to izkušnjo. Jaz, ki pač delam za life, jaz ne rabim počitnic od mojega life. Ja. Meni, ki Urša reče, jaz bi šla za 3 tedne na morje, jaz sem tako, zombie land, 3 tedne. Jaz isto. A ne? Ampak vse ne bom šel, 1 teden grem z njimi na morje, pol imamo bootcamp, a ne? Pol grem pa nazaj, sem bom vmes verjetno za 2-3 dni mogel iti nazaj v mesto, ker mam je raka dobila, pa ima firmo za čiščenje, 25-30 zaposlenih. Zakaj rečem 25-30, ker se nisem še poinformiral. Zdaj mi predaja finančni del, ko bo prišlo do plač, bom točno vedel, koliko jih je in kakšne so vsa ta razmerja in tako, da bom pač prevzel vodenje podjetja skupaj z njeno sodelavko, da bova vodila, da ona se sfokusira na rehabilitacijo, pa da dela, kar ona res hoče delati. Ona je pusti to firmo, pač je postavila, je naredila, vsaka čas, kaj je naredila, ampak je telu povedalo, da je dost, da ni nekaj drugega. Tako da, in pa bom šel verjetno to in pa bom šel nazaj do njih na morje. Ampak tudi zdaj, ki sem tu komponiral noter, sem tako zastavil, da se meni delovnik nič ni za tukaj veliko podaljšal ali pa obrnil krog. Pa mi je fajn, vse to delati. Mi je malo naporno, ker sem zdaj ful v tabelah. A veš, v teh financah, računovodstvo zadaj, da res stvari štimajo, prijeti računi, pa blagajne, pa veš, če ti je oče razlagal, pač kaj vse pride. Ampak je tako zanimivo. Ampak to je meni še zmeren čas zame. Jaz ne prijem pa domov, pa rečem, zdaj bi jaz rabil čas zase. Jaz imam bolj izziv ta, da ne spim dosti, pa me pa zmanjka popoldan utrujenost. Tako da bolj luno. Ja, zdaj bom mogel ti tudi ta urnik ob 10 spat, ker če ne nož dneva s furom. Sploh, ker mi je telo reklo dosti kofeina. Res, pač mi preskakuje mi noter, ker da sem dobil malo aritmijo. Nisem 37 let užival kofeina, pač tako da mogoče sem prepozno začel, telo ni navajen. Jaz se koliko kofeina pa spijaš? Ja, drugače jaz zdaj manj, ker sem odkar je tu, ampak če spijem ta americano, pač kavo, tisto 2 deci ali 3 deci šalco. Dobro, se to ni veliko kofeina. Ja, ne vem, pač eno žlico jušno kave, tisto noter. Pač ni, ampak če nisem nič, ne, razumeš, še sem do 37 leta prefural brez kapljice kofeina. Enkrat sem vzel en burner. Nikoli, v 37 letih niti kave. Ne, nič kar je imelo. Mislim, mogoče Coca-Cola, ki sem jo še včasih pil dolgo. Kave, ki so starši si delali, to nisi probal. Oče je itak mogel nehati piti, ker je imel to težavo z gago. Mami pa je pila, ampak veš kaj je bilo, sem bil star 12 ali 11 let, je babica naredila tiramisu. Je dala ful kave not. In je bilo grenko. Sem se rekel, stari, pa ni šans, da jaz to pijem, stari. Šla je v tiramisuju, mi je za nič. Kaj šele tako. In pol je nisem rabil, nikoli nisem imel tega. Pač tako. Nisem vedel, zakaj bi, ker jaz sem svoj čas tudi treniral, ples, tudi 6 do 7 ur, 4 do 6 ur na dan sem ga treniral, 3-4 letni gimnazije in šolo in sem vse sfural brez kofeinskih dodatkov. Brez kapljice kofeina. Ja. Kako pa to, da si pa začel? Kaj je bilo? Ja, bilo je tu, največja produktivnost, pa to. Tudi jaz sem Tejta ful preučil, ga poslušal, ker sem bil ful vprašanj. V škatli tisto leto, ki so ga banali, je bilo
na povprečje na razred 3 do 5 vprašanj, kaj si misliš, Top G, Andrew Tate in tako naprej. In potem sem ga rabo preučiti in potem sem tudi jaz par stvari pobral. Tudi rekel, da sem danes boljši fotor zaradi tega. Potem sem začel pa še druge gledati. Danes rečemo, če bi tako gledal človek, ki ima največji vpliv na me, je ta Patrick Bet-David. In pa sem probal, jaz sem tak, veš, jaz tudi nisem jedel 10 let mesa, recimo, pa sem bil glih tako cool, pa sposoben, pa pač vse. Jaz pa to ni še, jaz to ne bi mogel. Tudi jaz sem govoril, da ne morem, dokler nisem probal. Pa sem bil pol vegan, tako, mislim vegan, kakšno jajčko sem pojedel tu pa tam. Nisem je ne sera, ne mesa, ne nič, kar je živalskega. Zakaj pa si dal meso stran? Testiral sem, ja. Takrat sem treniral 6-krat na teden, pa sem pa rekel, jaz sem dobil tako, v 2 mesecih sem dobil 10 kg mišične mase gor. Pač ta street workout sem delal, pa rečemo razmerje je bilo 90% mišic, 10% maščobe, če si iskreno. Ampak sem ratal večji, tako, iz 63 sem šel na 73 kg. 10 kg, ja, sem prav rekel. Se pravi, če bo razmerje 90-10, pa si 9 kg mišic prodobil v 2 mesecih. Ja. To je pa kar. Naravno? Naravno. Ja. Veš, kaj je bilo? Ne vem, če poznaš Nick Hočever, en model iz Kočevja. No, njemu sem pisal za program in mi je dal workout plan, pa dal mi je nutrition plan. In sem se ga držal, v nulo. Meni je bilo fajn, ker mi je program jih vse napisal. In jaz sem bil kar robot. In mi je bilo najboljši jedilnik ever mi je bil od njega, ampak samo zato, ker je bil določen mi v piko in meni tu sede. Ja. Imam večje izzive zdaj, ki moram težiti, da mi v grame. Pa rečem, niso te grami tako pomembni. Pa zdaj, ker imam družino, pa Urša kuha, poli pač ne toliko s tem. Nisem toliko v to noter več zabasan, ker pač ima ona zdaj prehrano čez in pa jaz si sam rečem več tega, manj tega, pa pač ona priprav. Tako malo zmenjeno. In sem se držal. 7-krat na dan sem jedel, pa trening je bil od 2 do 3 ure, street workout je bil pa tu, vse doma sem tu, v sobi. Sam da, ne vem, na koncu je bil trening 1500 sklec, ob torkih je bil ta, v ponedeljkih so bile noge, tork so bile sklece, v sredo pull-upi, četrtek roke, petek rame, sobota je bil pa piramida, pač tak. Sem tu šopal, in sem se kar povečal. Ja, sej to je to, ko ljudje mislijo, da si rabimo hoditi v fitness, ne vem, kjer suplemente, ti si to vse od doma naredil. Ja, mislim, danes hodim v fitness samo zato, ker imam treninge dolge 45 minut dajne. Tam pa, če ti hočeš pritisniti toliko sklec, je to time consuming, tako pač je. Čist druga zgodba. Ampak se da vse od doma čisto lepo narediti. Res je. Večina ljudi misli, da se ne da, ne. Da se. Če imaš ob sebi človeka, ki ve, pa ti res slediš v piko. Seveda. Da ne neki po svoje. Pa sem pa rekel, da bi se rad malo v basketu zbušal, čisto osebno. Pač tako, igrali smo eno, v Novem mestu je močna ta rekreativna liga. Pa sem prišel v eno ekipo, ki je bila prva, pa sem rekel, da malo zbušam pač veščine, če že se tu grem. In sem imel pol 4 treninge za moč, 4 pa kukar za basket. Sem si pač nek program. Se pravi 8 treningov na teden, pa sem pa videl enega takrat sem spremljal street workouterja, enega vegana. Pa sem rekel, ajde da probam. Sem vrgel ven meso, sem mislil, kakšen šok bo tu zdaj bo tu gotovo, telo ne bo šlo nič. Sicer nisem še vrgel ven whey-a, pa takrat sem jedel skuto, pa pač mlečnih izdelkov. Ja, beljakovine se rabo od nekaj dobiti. Ja. Pa sem pa tudi tu, sem zamenil. Kar sem jaz zaznal, ker sem dal ven meso, sem imel v roku 2 tednih potem, jaz sem imel 20-30% večjo fleksibilnost pa regeneracijo hitrejšo. Sam ne vem, ali zdaj zaradi mesa, ali je bil šok za telo, ali mojemu telesu tako paše. Nimam pojma. Ampak tudi, ker sem bil recimo na veganski prehrani, jaz sem še vedno imel ta body fat manj skustav nekje okrog 18%. In mi ta prehrana ni zdaj več vzela, manj vzela. Tako da, tu mi je en cilj, ta body fat še malo zmanjšati. Sicer mogoče zdaj mi je buške, me ne sebe, koliko imaš ti body fata? Jaz sem, po moje, tam kar bliz 11. Se mi zdi, da je kar lepo videti. Ja, dost malo, ja. Dost malo. Lih toliko, da te zebe posod. Jaz sem imel sošolc, mislim, svaka čas najprej, ker vem, da za tem rabi že kar malo grind. Hvala, ja. Sošolci srednje šole
je imel na faksu, pa tudi polk je fuzbegal 4%. To je pa noro. Ja. Sej, 4% imajo drugače profesionalni bodybuilderi na odru. Ne? On je imel, ampak on ni nikoli tu se šel, tako sam res je bil pa... Eni ljudje so tu taki, da mi je ful lažji do tega pridati. Ker jaz, naprimer, če bi jaz jedel vse, kar mi paše, bi jaz bil tudi tam 18-20, ne. Ampak se rabaš kontrolirati določeni ljudi, pa tudi če se ne kontrolirajo, ima kar tako 9-8. Ja, različno genetika. Pač. Različno, Zanimivo. različno beljakovine tudi predelujemo po genetiki. Tako, tega, kar bi po moje mogel več v šolah biti, pa se pogovarjati o tem, pa odkrivati, pa če bi bilo državi res mar, bi te dala tu vse testirati, da ti pol predpišemo najboljšo možno prehrano za tebe, rečemo, če boš jedel tako, boš imel tako, boš optimalno sestavljeno, ne, če boš jedel to, pa tako, ne, in če boš jedel to, si lahko predelaš take bolezni, a ne, kakorkoli s takim načinom, ne, sprav, to je samo eno področje, pa imaš pa še mindset, pa vse to. Se pravi, v šoli bi si dal to svobodo, ki so ti jo vzeli, oziroma vzeli, pač, ko je bilo veliko stresa, taki sistem, ne. Po drugi strani si rekel, da je cool, ker večina ne razmišlja tako kot ti. Kaj pa bi inštaliral mogoče že v vrtec ali pa v osnovno šolo, da bi dejansko v srednji šoli tu pilo vodo? Česa bi se mogel v osnovni šoli učiti, da, a veš, kaj 99% ljudi, ki gre v osnovno šolo, pride na srednjo šolo. Se pravi, tu ni glej zdaj, ne moramo reči, da je to glavni produkt, šole. Osnovne, da ti priješ na srednjo šolo, če jih 99% pride. Pa ne rabiš to tudi veliko delati, sam si povedal. Mislim, nisi povedal, si povedal, ker nam je vse štekalo. Ampak si prej rekel, da se nisi toliko učil v osnovni šoli. Kaj bi se želel v osnovni šoli naučiti, da bi srednjo šolo lahko dejansko zapeljali že kakor faks? Lahko bi mečkan integrirali teh obveznih, neobveznih stvari notrno že v osnovni šoli, ampak niti približno tako, kot je na faksu, ne, ampak vsaj tako malo, da bi določene stvari bile bolj tako samostojne, ne, več takih seminarskih nalog, kaj tacga. Seminarske naloge sploh ne vem, če sem imel v osnovni šoli, po mojem. Ja, zdaj imamo ChatGPT, razumeš, veš, kako zelo zdaj. Ja, razumem, ja, zelo težko, vse v tem je fora, ker ne znam povedati, kaj točno bi rabili spremeniti v šolskem sistemu, ampak vem samo, da meni ni odgovarjalo. Ampak če bi tako naredili, da bi meni odgovarjali, pa najbrž tudi večini ostalim ne bi odgovarjali. Ne. Tako da v bistvu ni pravilne stvari, no, ki bi jo lahko naredili. Tako kot politika, eni so levi, eni so desni. Življenje, če gledaš. Recimo, ti si imel to, da si se zorganiziral. Ja. Kdo te je tega naučil? Več ali manj fotor ali pa sam. No ja, pač, a ne. Zdaj, eni pa se ne znajo. A ne? In jih tudi noben tega ne nauči. A ne? Recimo, to je ena taka veščina, ki po mojem bi se mogel učiti. Ker šola ti zmeraj da urnik. In te ne uči upravljanja s časom. A je res. Počneš kot predmet ali pa ta mesec razredne ure namenimo, da boste si vsi postavili tak urnik, da boste vse v lifeu lahko pelali čez. Ja, kaj tacga bi sigurno bolj smiselno integrirati. Ja. Bi se več o tem tudi pogovarjali v šolah. Na strani vseh predmetov. Saj tako, kad te vprašam, ne, če pogledaš te veščine, ki jih imaš ti danes, pa ko pogledaš svoje vrstnike, jih nimajo. Ali pa veliko jih nima. Ja. Malo jih ima. Res. Moji kolegi jih imajo, ja, se zato okay, večina pa ne. Ja. Pa imaš najbrž tudi starejše kolege, nimaš sam toliko stare, kot si ti. Ja, imaš sam toliko stare. Imam večinoma toliko stare, kot jaz, pa tudi starejše. No. Ja. Se pravi, ali ste dotlej nekako prišli. Pa zdaj isti ptiči skupaj letijo, tako da se ne družiš z večino ljudi. Ja. Ti se družiš zdaj z ljudmi, ki imajo podoben fokus kot ti. 4 kolege imam. Tako. Sem hotel glih reči, da verjetno jih ne moreš na prste ene roke prešteti. Ja. Se pravi, te veščine, ki imaš ti, tako bom zastavil vprašanje. Te veščine, ki imaš ti, katere od teh bi želel, da jih zna vsak mlad človek in da bi se učile že v šoli? Ja, bolj kot ne, ful dobra stvar je disciplina, sam zdaj kako bi to učil v šoli. Kako ti tretiraš disciplino? Daj, poglej pa bo pogledala, kako bi to došlo. Da nimaš čist nobenih izgovorov, da veš, da si
sam kriv za kjerokoli situacijo, v kateri si pristal, na katero si imel nek vpliv, da ne kriviš zunanjih okoliščin. Ampak tudi disciplina, vse te nekako to v šoli tudi učijo, imaš domače naloge, če jih boš delal, boš itak ponovil snov, pa se ne boš rabo toliko učiti. Ampak vseeno ljudje pol ne delajo tega, tako da ne predstavljam si, da bi bil prav nek predmet dizajniran za to. Odgovornost. Ja. Mislim, sej, ker na koncu je vse ukomponirano noter. Pa bi zdaj rekel, da si ti sam pogruntal, če ne on delal domačih nalog, da čez domače naloge se učim, mislim, da večina ljudi, ki poznam, domače naloge ti grejo na živce. Pač nočeš jih delati brez veze ti je. In odlagaš vse, da se polučiš en dan, 2 dni pred testom. Kako bi mogla biti domača naloga, mogoče, kdo je taj predstav, si delal z domače naloge sproti ali ne? Ne, okay. Se pravi, veš, ti... Mislim, sej kako, a veš, kaj mislim? Se pravi, ajde povzam v ta aspekt, kako bi ti mogla biti domača naloga predstavljena, da bi ti čez domačo nalogo razvil disciplino oziroma odgovornost? Nimam ta pravega odgovora na to, zelo težko bi to naredil. Težko bi to naredil, ampak jaz že zase vem, da če bo 3. pa 4. letnik v gimnaziji narejen tako, kakor je faks, da imaš obvezne stvari, imaš neobvezne stvari, jaz ne bi rabil, da bi se osnovni v šoli, da bi imel prav nek specifičen predmet, kjer bi me učili discipline po odgovornosti. Jaz osebno tega ne bi rabil. Jaz bi samo prišel v gimnazijo 3. letnik, to ni obvezno, ok, si bom jaz tako razporedal vse skupaj. Dvom, da rabimo tudi imeti prav nek specifičen predmet, prav neko drugačno vzgojo, se to zgodi in zdaj figure it out, ne? Mi zdi, da je bolj to. Ok, cool. Tako, zanima me tvoj pogled. Jaz mislim, da bi bil dober, saj po teh izkušnjah z našimi delavnicami je, da tega manjka, pogovora o življenju, kako se obrniti, ne? Ono, kar smo imela prej, kako povedati punci, da ti je všeč, ne? Pa si rekel, greš, pa ji poveš, da všeč. Jaz isto rečem, ne? Pejt, ker ne zgubljaš časa, pa tako, ne? Sam večina tega ne ve, ne zna, so tam neki strahovi, neke omejitve, ki so jih privzgojene, a ne glede na vzgojo, ki jo imajo doma in kaj so starši doživeli, ko so bili mladi, pa imaš tudi neke stvari, ki jih podeduješ, pa jih pa lahko nekdo z enim stavkom vrže ven, a ne? Ampak kaj pa, da bi imel, predstavljaj si, da bi imel zaključni letnik srednje šole predmet starševstvo. Ja, ne. Ja, se mi zdi. Nekaj, kar bi te lahko tudi pripravili na življenje po srednji šoli, ne. Ampak se mi zdi, da predmet starševstvo, da to bi... Itak, starši, če so starši v redu starši, te bodo itak naučili vsega tega neživanja. Ja, sam večina, zdaj vidimo, ne, če pogledaš stanje v družbi, lahko rečemo, da ni. Starši bi rabili med predmet. Tu se strinjam, ja. Starši bi sam, a ne, zdaj prijemo do tega, ok, lahko starše izobražujemo, kar se, ampak ko mi delamo tudi predavanja po šolah za starše, pa učitelje rečejo, nam šole povejo, da pridejo oni starši na tu, ki so že ok. Ja, to je pa... Ne pridejo pa oni, ki bi tu rabili, pa jih pa ni. In tu pomeni, večina jih ni. To pomeni, da šola ima 900 otrok, pa pride 40 staršev. To pomeni, da od 40 otrok starši pridejo. Sej določen procent je so obveznosti službene, kakorkoli, ampak ni ta procent večji od 10%. Tako da, tu je realno stanje. Ne, se da, pa ne pridejo. Tako da, starševstvo, jaz mislim bolj v tem smislu, ker se zdi, da kljub temu, da imamo biologijo, pa vse to, gledam iz moškega vidika, ko sem šel čez, pač Urša je 2krat rodila, ampak sploh za prvič ne obstaja nobene podpore. Ti, če se sam nisi informiral, si sploh nimaš pojma. Večina niti ne ve, kaj je ovulacija, zakaj je menstruacija, kaj se zgodi, ker ženska zanos prvi 3 meseci, kaj so neki tipični simptomi, kako se na to pripraviti. Naslednji 3, zadnji 3, po pride do rojstva, zakaj ene lahko orgazmično rojevajo, ene pa, tako da res v klavnici noter. In tako naprej. Kaj se zgodi, ko pride domov, kaj vse. Se mi zdi, da fantje sploh nismo nič pripravljeni na to. Če se sam ne pripraviš. Pa tudi punce, da so lahko, če se pripravimo, lahko
ful lep porod, ful lepo izkušnjo. Ja, je boleča, ampak kar je logično, ne, če nekaj iz tebe ven pride in a ne, čez luknjo, ki načeloma ni tako velika, a ne, če se malo, a ne, tako surovo izrazim, a ne. Ampak, ne vem, imam prijateljico, ki je 2-krat rodila orgazmično. Kako je zdaj možno, da ona je, druge pa ne, ne. In pač, ja, ona se je drugače pripravila na zadevo, ne. Ni njeno telo ne deluje drugače, kot od neke druge ženske, a ne. Nisem vedel, da je to mogoče. Ja, stari, jaz tudi ne, dokler mi ni povedala. Orgazmično, kaj orgazem doživljamo? Ja, orgazme je doživljala med porodom. Ja. Ampak ni jih doživljala na način, ki si mi mogoče predstavljamo, da je bil zdaj seks med porodom ali pa penetracija in tako. Ne vem pač, kako do tega priješ. Nisem sploh vedel za to. Ja, tudi jaz ne, dokler mi ni povedala. Tu so te finte, a ne, pa kaže, zakaj porod v vodi, pa ne porod v vodi, pa ene doma, pa ene v bolnici, pa tako, pa koliko je pomembno zraven, pa vsa ta pomembnost, ki pride, a ne, hočeš imeti družino, otroke, a ne, pa se boš mogel informirati, ker se obstajajo ljudje, ki te pripravijo, a ne, ampak ni pa tega tako, da pa je tu stvar, ki nas večino doleti, a ne. Zaradi tega sem rekel predmet starševstva v šoli, ja, ne. Ja, o tem se ne uči veliko, se pouči veliko, da je mitohondrija powerhouse v selu. To se pouči. Ja. Take stvari. Pa tudi, naprimer, že, ko greš delati izpit za avto, ko imaš prvo pomoč, že to je taka stvar, ki bi jo po moje rabili na šoli učiti. Mislim, kaj, če se komu kaj zgodi. Ja, se strinjam. Namesto, da se toliko učiš o biologiji, kaj je pomembno za ne vem kaj, ali pa o matematiki, magar eno uro odvodov, daš malo na stran, pa se učiš o prvi pomoči, kako dejansko pomaga človeku, da ne zgubi življenja. Ja, ne moraš tega. Veš, koliko so odvodi pomembni. Ja. Da ne govorimo o integralih. Ja, zdaj poglej svoj biznis. Poglej, koliko računa z integrali. Ti, da ne bi imel integralov, ja, bi bila kriza. Ti zdaj le RS3 pozab. Ja. Tu bi bila peš Honda, še zmeram. Ja. Malo se delamo norca, hecamo, ampak je prav, da so, jaz ne rečem, vse, kar šola daje, ok, zato ker so ljudje, ki jih tu zanima, ampak se mi zdi fair, kar si ti rekel, 3., 4. letnik, tu, kar je obvezno, kar si izbral na maturi, tu hodiš in ostalo si izbereš, zato ker ti je zanimivo. In mislim, da šola preko slej bo tu itak mogla iti, ker drugače to podajanje informacij ni več vzdržno. Ja. To besedo imamo danes radi, sustainable. Tako da zanimivo, da si tako naštiman. Res impresivno tudi zato ti je uspelo. Hvala. Res, svaka čast. Kaj si naredil, tako da in verjamem, da ne moreš imeti 350 strank, ne. Če nič ne veš. Kar se mi zdi res tako pomembno reči, tam zunaj, vsi so, mogoče to debato bi odprl, če ti ni skrivnost, pa lahko range poveš, če želiš, razpon, a ne? Koliko na mesec obrneš? Ne bi o tem. Ne, ok, cool. Ni panike. Ja. Ker se mi zdi, da nič dobrega ne bi prišlo iz tega, razumem. To javno povedal. Ok, mogoče, nima veze. Bom jaz rekel, rečemo, da 2 do 4, pa verjetno več ali pa tudi če ne, ok, nima veze. Ali pa si že mogoče veš zakaj, ker želim, da iz izkušnje poveš, ker je zunaj veliko mladih danes, ker bi vsi radi bili uspešni, služili veliko denarja, pa ki jih vprašaš, koliko je to veliko denarja, se začne od 5 jurjev gor. Medtem, ko 62% Slovencev ima manj kot 1500 evrov na mesec neto, govorimo, ne? Ja. Ko ti, ki si nekaj naredil, veš, kaj rabiš, pa jaz tudi, ampak ker si ti tle gost, tvojo perspektivo in ker si mlad, si v gameu z mladimi, a ne? Da poveš, koliko težko je to narediti, koliko lahko je to narediti, ker so tam te, ki bi, pa nič ne naredijo, kar so že prej omenila. Pa se mi zdi pomemben aspekt, ker mlade danes denar zanima jih. Oni hočejo imeti veliko denarja, ker tu bo marsikaj rešilo, pa bo marsikaj lažje, pa bo marsikaj boljš. Pa ko prijemo pa do tega drugega dela, kaj si pa pripravljen za to narediti. Jih pa zmanjka. Ja. Je predvsem prva stvar, ki jo rabijo ugotoviti, je, kaj dejansko želijo.
kakšen lifestyle, kaj vse hočejo imeti. Če so cilji samo finančni, je itak to empty luknja, ne rabiš tudi tvoji cilji, rabijo biti prvotna familija, pa vse ostale stvari, pol šele pride cash, ne. Ampak tudi če govoriva samo iz finančnega aspekta, kakšno plačo bi rad imel ti mesečno, ne, naprej ugotovo, kakšen life hočeš imeti, zračuni, koliko bo to prišlo in potem si postav take cilje, da boš to dosegel, ne. Zraven ignoriri mnenje od ostalih ljudi, ker itak, če imaš ti. Jaz, ki sem povedal nekomu, ne vem, ali profesorju v šoli, koliko jaz dejansko hočem, ne, dobiti na mesec, so se mi smejali, ne, pa take Tu stvari. tvoj end goal ali čez 1 leto, kaj si jim povedal? Tvoj končni cilj? Ne, tako, do česa bom prišel, so se mi smejali, ne. Kaj si jim pa rekel? Mislim, če si njim rekel, lahko zdaj tle poveš. Ja, ne, da bi jaz prišel do 10 na mesec, ne, take stvari. So se mi smejali, da to nikoli ne bo ratalo, ne. Mislim, vse se da, ne, če hočeš. Če imaš dosti jasno vizijo, veš, kam hočeš, si pripravljen narediti vse za to, boš delal tako, kot jaz, 10 do 12 ur čisto vsak dan, a ne boš ignoriral mnenje od ostalih, pa samo naredil toliko voljuma, da je enostavno nemogoče, da ti ne bi ratal, a ne. Zato to sem drugače kopiral kvot od Hormozija, ja. Ja, ampak pač ko je. Ja, pač toliko truda rabiš vložiti, ja, da je dejansko nemogoče, da ti ne bo ratal, ne. In pol ti bo ratal, enkrat. Bravo, pač res tako laser si, laser si, fokusiran, veš, kaj hočeš. Kaj pa je tvoja vizija v življenju? Če si jo pripravljen deliti. Da bi imel familijo, finančno ni več, je bila včasih moja vizija, ampak zdaj zadnje čase ugotavljam, da je samo to tako empty stvar. Prvotno odnosi, žensko, s familijo, s kolegi, zdravje, seveda najbolj pomembna stvar, pol pa zatem pride cash, ne. Ker ti svojega zdravja ne moreš kupiti, odnosov, žensko, s kolegi, s familijo, tudi ne moreš kupiti, vse, kar pride zatem, pa dejansko lahko kupiš. Ja, ni bi rekel, da lahko žensko pa prijatelje kupiš. Če lahko kupiš žensko pa prijatelje, pol ni to ne tvoja ženska, ne tvoji kolegi. A od koga pa? Kaj? Od koga pa? Ja, če ni tvoja. Od keša, ki ga imaš, ne pa tvoja. Ne. Se pravi, ne boš zmeraj mogel več, da boš njo lahko vzdržval, a ne pa prijatelje. Cool. Kaj bi bil pa, če rečeva, Gal Remec, zdaj star 130, sedi na verandi. 130? Ja, ne vem, do kjer leta hočeš živeti. Hočem do 130. Do kog bi, ajde. Vse gre tako kofeina, pa nikotira, pa je nekaj sem te. Jaz bi rekel, da bi rad prišel realistično do 91. Ok, ajde. 90 si star. Ja. Vemo, rečemo, tekrat rečemo, da bomo že vedeli, rečejo, Gal, čez 2 ure boš zmeran zaspal. Kaj bi si takrat hotel reči, ali pa na kaj bi bil ponosen, kaj bi hotel videti pred sabo ali pa doživeti? Deep vprašanje. Ja. Predvsem se mi zdi, da ko bo ta dan enkrat prišel, da bom ekstremno ponosen na se, ker sem vedel, da sem naredil vse, kar sem imel za narediti, da nikoli nisem imel izgovorov, da sem imel jasno vizijo, da sem si ustvaril neko familijo. In ja, to, ker se mi zdi, da sej so delali neke raziskave ljudi, ki so na svojem deathbedu, kaj so največji regreti, to, da niso izkoristili opportunity, ki so jih imeli, da niso povedali stvari, ki so jih imeli zapovedati, da niso naredili tazga vtisa na svetu, ki so ga hoteli narediti, da niso dosegali stvari, ki so jih hoteli doseči. Take stvari. In se mi zdi, da to pri mene bo problem, ker že zdaj gledam na te stvari in točno imam jasno vizijo, točno vem, kaj rabim narediti. In bom tudi to naredil, ne. Da ne bom imel niti enega regreta. Mojstrsko bi rekel. Ja. Za kogarkoli. Kaj glih to je to, ne. Jaz rečem isto, če bi vedel, da zdaj čez 15 minut umreš, ne, kaj bi obžaloval? In pa vsa obžalovanja spremeni, da ne bojo obžalovanja. Ja. Imaš kaj, kar bi do zdaj? Ne. Cool. Bravo, res še enkrat, kudo staršem in teb. Imaš kakšnega brata, sestro? Imam oboje. Oboje? Ok. So na isti poti, kot ti? Ful zanimivo. Ne, nisem. Mislim, to imam Kaja, moja sestra. Kaja je itak še dosti mlada. Je še na gimnaziji, 2. letnik. Moj brat pa je malo na drugačni življenjski poti, kot jaz. Ja, isto mislim. Pridem delo ven. To je to. Ne rabiš kaj več. Ja.
Ne, sej pač si povedal, kar si povedal. Mi je ful zanimivo, ne, ker ste iz istega gnezda, ne. Pa vsak ima svojo pot ubere. Ja, tudi odvisno, kakšne cilje ti imaš v življenju. Če ti ni cilj toliko velik, pol te tudi ne bo motil, da tega nimaš. In, mislim, mene bi ekstremno motil, da bi živel povprečno življenje, ker je za veliko večino ljudi čisto sustainable, a ne vzdržljivo, spet ta beseda. Mene bi to ekstremno motil. In zaradi tega, ker ne bi živel rad povprečnega življenja, sem pripravljen toliko več truda vložiti, da nikoli ne bom imel povprečnega življenja. Kaj pa je za te povprečno življenje? Plača Jurija 300, stalnica, počitnice za 2 tedna na Hrvaško, čistko. Da nič nisi, nobenega vtisa nisi naredil. Ko rečeš vtis, misliš, da ljudje vejo, kdo si, ali da ta svet postiš boljši, kot si ga najdu, ali kako definiraš? Da nisi vtis? naredil tega, kar si hotel narediti. Se mi zdi, da tudi več ali manj vsak človek ima določene cilje, določene ambicije, ampak da večina ljudi ni za njih pripravljenih delati. In potem izberejo bolj neko safe cono udobja in potem samo ne pridejo nikamor, so na istem celo življenje. Udobje. Ja. Koliko te moti hedonistična družba? Ne bi rekel, da me moti. Ne igrajo po klubih, kako hočeš. Je toliko več možnosti zame, ker če je to moja konkurenca, pol itak. Saj, Dobes, pa oni bojo en dan pol debeli, pa bojo tvoje stranke. 2 dni nazaj sem šel v center, smo šli zvečer s kolegi v center, smo šli naprej biljard igrati, s temi mojimi kolegi, ki imajo vsi tudi svoje biznise, svoje. In eno teh še nikoli ni bil v klubu. Star je to, kaj še nikoli ni bil v klubu. Sem rekel, dej care, dej pejmo mi, sam toliko, da vidiš, kako je noter, za 5 minut noter. Smo šli v Parlja, to je v centru, parlament papa, smo šli noter in mi je rekel po 2 minutah, pejmo ven, jaz ne moram več tega gledati, to je toliko depressing, to je toliko žalostno. Ljudje stari toliko, kot mi, so tam plešijo na neko musko, pijo alkohol, nimajo nič boljšega za delati. Noro. Če je to moja konkurenca, pol ne vem, kako jaz ne bi tukaj zmagal. Cool. Zakaj pa tekmuješ z drugimi? Zaradi tega, ker življenje je tekmovanje z drugimi. Ja? Ja. Kdo te pa ogroža? Ali kje? Kako je tekmovanje? Sej, Je ne rečem, da ni, sam zanima me. Pri vseh stvareh, ki jih hočeš, tudi jaz kot online fitness trener imam svojo konkurenco, so moja konkurenca drugi online fitness trenerji. Zato, da je oni video, ne vem, 2 videa na teden gor, jaz dam 3 na dan. Rabiš premagati konkurenco, če hočeš dosežeš boljše stvari. Tudi, ne vem, moj dream car, Lamborghini Aventadora, Zdaj, če veliko ljudi to hoče, in si dejansko v konkurenci z ostalimi, ki ga hočejo, in če se boš ti bolj potrudil, boš to dosegel, veliko prej kot oni. Oziroma ti boš, oni ne bojo. Easy. Ja. Se pravi, eni sam govorijo, Drugi pa naredijo. Gal pa naredi. Ja. Cool. Izberi vprašanje iz škatle. A da lahko mikrofon stran ali? Ja, valjda, daš ga. Drugač boš težko prišel do. Slišal, Jaka? 3 video te na dan. Enega vzamem. Ja, bilo kjerga. Ja? Kaj vama govorim z Alenom? Ne, tu nam bo podrlo nek sistem, veš, ko imamo zdaj lep profil. Ja. Ja, pa se šel naučil, ne? Glej, zdaj ti je povedal, hočeš uspeti ali nočeš uspeti. Ne boš govoril ali boš naredil. Zdaj podcasti so itak ful bolj zakomplicirani, ker to, kaj jaz delam. Jaz posnamem video dolg je, ne vem, minuto pa pol, pa to na hitro editiram. Zdaj to je po moje cel, to je po moje, to editirate 3 dni zapored, ne sploh ne vem. Ne, mislim, ja, zaradi zvoka bolj. Mi video je z editan, že ven pride posnetek, tako da pol sam zvok je treba videti, če kaj ni bilo okej. Pa če še karkoli, kakšni efekti pridejo. To bo drugače prišel cel, ne vem, kolikor bo ura, pa bo 2-uren video, ali boste tudi po klipih kaj naredili? Tudi klipe naredimo, ampak ko pride cel ven. Ja, itak, ampak potem še zraven kakšno, ne vem, tako bolj... Ja, tudi, ko bo prišlo ven, si ga ti lahko iz YouTubea dol potegneš, pa si izrežeš klipe ven. Če si boš videl, da si tlej povedal stvari, ki bi jih rad povedal, poudaril, mogoče ekstra material si narediš za one dneve, Jaz tako gledam, da nam tu v bistvu lahko olajša zadevo.
Tako je. Pa v long formu te ljudje spoznajo, ne? V short Seveda. formu te ne morejo. V short formu. Večina ljudi, ki me gleda pre TikToka, si ne predstavlja, kakšen jaz sem dejansko v tem pravem življenju. Mislijo, da se samo neki kurčim prek socialnih omrežij, neki. Pa ko v resnici sem ful boljši človek užival, kot folk misli. Ja, glej, ampak ne bojo vsi imeli priložnost te spoznati. Ja, In podcast je ena taka scena, kjer so te zdaj lahko malo bolj, da Zato vidijo. sem se odločil priti, ne. Da best. Folk še vidi to plat mene. Ok, jaz to kar preberem. Ali? Mhm. Na katero šolo, srednjo šolo, se upisati, da lahko veliko zaslužiš, oziroma kako jo izbereš? Idealno vprašanje za Gala. No, Ja. pa povej. To je osnovna šola, 8. razred ali pa 9. Zdaj so te tu vprašali, pred sabo imaš 20 otrok in kaj bi jim povedal? Govori iz izkušnje, ne iz tega, da bo dobro izpal. Ja, seveda, sem študent, kaj bi rekel. Ker zame, jaz prvo kot prvo mislim, da te šola ne bo pripeljala do nekega... Zdaj odvisen, kaj spet tretira dober zaslužek. Kaj to za njega pomeni. Če je to boljše od slovenskega povprečja, pa greš lahko dejansko na kjerokoli šolo, rataš dobro v tej veščini, greš na veliko razgovorov in boš pač dobil neki. Dokler ni to neki, ne vem, umetnosti ali pa kaj. A veš, kaj tazga. Ampak ja, ne vem. Tudi iz umetnosti, če si dober slikar. Če si dober slikar, ja, ampak to je Če spet. si dober v delovanju vrtnih palčkov, ne panike. Ja, Sam seveda, bo sam trajalo ful- 20 let. Ja, ravno v tem. Ne vem, pet na ekonomsko šolo se naučiš nekaj o financah, takih stvareh. Ne vem, koliko te kaj naučijo na ekonomski šoli, o dejanskih biznisih. Tudi sklepam, da ni toliko veliko spet, te ne naučijo toliko veliko. Jaka lahko kaj pove. Bolj ne. Bolj ne, ja. Vse to sem jaz tudi hitro videl, ker sem šel na ekonomsko fakulteto, sem mislil, da me bodo naučili o davkih, o legalnih stvareh, o pravu, vse te stvari. V bistvu več ali manj so samo težje verzije od vodov, pa integralov iz 4. letnika, ne. Možno. stvari, Jaz sem bil tudi na ekonomiji, no. Sem do diplomca sem naredil. Smer poslovne finance, pa kaj pa vem, eni so se najdel tam noter, meni je bilo pa isto tako. Neki pristopi so, sam je ful premalo prakse. Ja. Ti ne dobiš možnosti za res voditi nekih stvari. Tudi ljudje smo lena bitja, pa si pol ne vzamemo projektov resno, ker pridejo projekti. A ne. Vzameš samo zato, da narediš, spet delaš za oceno, da končaš predmet, hitro dobiš, a ne, pa greš naprej. Zdaj, to vedno govorim ena stvar. Predvsem, če bi se rad naučil veliko o biznisu, o podjetju, 100-krat več se boš naučil, če boš namesto to, da boš zapravil 4 leta na šoli, šel na IPS pa odprl podjetje. 100-krat več se boš naučil iz tega. Ja, jaz jim rečem še tako, če hočeš imeti svoj biznis, za pol leta, recimo ti si imel srečo, imaš doma očeta, ne? Ampak greš do nekega uspešnega poslovneža in mu slediš kot senca, brez da te plača centa, ne? In se boš naučil ful veliko. Pa iz prakse, iz realnosti, a ne, Mentorstvo so ful uporabna stvar. Ful. Kolegica ima računovodstvo, pa je rekla, tu, kar pride iz faksa, jaz sploh uporabiti ne morem. Jaz moram njih naučiti aktualnega računovodstva, ker so šole zadej. A ne. Tako da, tle bi se mogel cel sistem prilagoditi, glede na to, kaj je zdaj aktualno, ne glede na to, kaj dotični profesor ali pa zavod za šolstvo, ljudje, ki so tam noter mislijo, da se zdaj uporablja ali pa je ful pomembno ali pa tako, ne. Ampak kaj dejansko trg rab in pol učiti to in kaj si otroci želijo. A ne. No, ful mi je zanimivo, ker mladi reče, jaz bi bil uspešen pa zaslužil veliko denarja. Super, zakaj ne bi imeli predmet iz tega? Kaj sploh pomeni uspeh? Definiraj si uspeh, a ne. Vsak bi imel itak svojo definicijo, ne. En bi imel 5 jurjev, en 10, en 3 otroke, en brez otroke, en 6 otrok, en bi hotel imeti 3 avto, en avto, en bi šel 6-krat na leto na počitnice, en ne bi šel, en bi s private jetom se skozi vozil, a ne. Ja. Kar pomeni, da super, različni uspehi pomeni različne veščine pol. In pol dajmo jih te veščine učiti. In kaj so neke veščine, ki jih rabijo vsi? Kaj so pa pol te, ki jih rabijo oni, ki hočejo 2, oni, ki hočejo 10 in tako naprej. Tega manjka in tu noter, po moje, bo treba zapeljati. Samo podajanje informacij ne bo šlo več dolgo. Tako da, evo, zadnje vprašanje, kaj bi ti mene vprašal, lahko me vprašaš karkoli, da bi najin odnos, čeprav se v bistvu je zdajle Kumi začel graditi s tem podcastom, dvignil na višji nivo. Če gre v basket 1-1.
Če gremo basket, lahko gremo. Si rekel, da basket. si treniral. Ja, lahko gremo basket. Lahko priti na naš bootcamp. Meni še noben zmagal, fantje, ki še niste prijavili. Zdaj pride nek 14-letnik, ki že 8 let trenira. Ja. Basket, ok, kaj pa tako v lifeu? Ja, ni panike, pač komod, jaz sem zmeran za šport. Sam zdaj trenutno imam biceps, slaj gor natrgan, moram tu popraviti. Ja. Ne vem, kakšna kavica, kaj tazga. Lahko gremo, ja. Kakšna kavica, kaj tazga. Kaj bi me vprašal na tej kavici? Kaj bi te vprašal na kavici? V bistvu več ali manj, kako pa ti gledaš na biznis pa vse to, pa na menedžiranje biznisa, dejansko prav tega aspekta življenja, pa svojo familijo, ker si fotor, ne, bolj to. Se pravi, kako vodim svoj life. Ja. Pač en sistem, ki ga tudi učim mlade, to je, da imam spisano svojo mapo življenja, se pravi na vrhu imam, to je Excel tabela, one pager. Na vrhu imam napisano, kaj je moj smisel življenja, to so, da so ljudje se pravi svobodni in ljubeči, kakšen rabim jaz za to biti, da lahko to, se pravi jaz rabim biti svoboden in ljubeč, zdaj pa kom do tega prišel. In so 4 glavna področja, zdravje, dobro počutje, se pravi spanje, hranila, voda, hidracija, gibanje, mindset, pol so odnosi, se pravi, kaj je zase, pol je z Uršo, z Maxom, Tajom, oči, mami, brat, sorodniki in pol prijatelji in tako naprej. Pol karijera, kaj želim tle, se pravi za life, pa zdaj od mami firma, pa imam še par ciljev zraven, ne vem, stand-up komik, pa zadnjič me eno vprašala, kaj bi ti bilo res izziv, pa te je strah biti predsednik vlade, ker si želim zrihtati to zadevo, meni ni všeč tako, kot je. In pol čas je pa management, če Elon Musk v 24 urah lahko naredi, kar je naredil, kako mi ne moramo, ali pa Sir Richard Branson, ki je 400 podjetij solastnik, kako fura 400 podjetij, ker ga imajo za svetovalca, pa še svoje, tako take. In pol gre vse, akcije so pa spisane, zakaj mi je to področje pomembno, kaj rabim narediti, da ga lahko uresničim, in pol ta akcija v koledar. In pol je valjda debata, vse je preverjeno z Uršo, ona ima dostop do mojega koledarja, tako imamo zmenjeno, jaz znam vse v koledar in ona vidi, tako da ve, kdaj sem frej, kdaj sem zaseden in pol, kadar sem frej, bukera noter družinske zadeve. In mi to tudi zdaj ful pomaga, ker jaz nisem toliko prisoten v koledarju, moram zmeraj pogledati in kdaj se mi zgodi double booking, pa pol ona reče, ne moraš takrat si že zaseden, ker pač ona, njej je to pomembno, da je čim več časa z mano, pa da sem jaz čim več časa z njimi in ima tu res v nulo. Tako da ja, tako da se opremaš. Zanimivo, posle čisto zorganiziran totalno. Ja, za life je tako speljan, da če jaz padem, lahko dejan stopo bilo kero vlogo, ki jo jaz počnem. Tako da tudi zaradi tega zdaj, od mami firmo delam, nisem podaljšal delovnika. Ne rabim ur dodajati, ampak dejansko pri za life sem bolj fokus dal v to, kar je zdaj najbolj pomembno. In ostale stvari pač bom podelil drugim, oziroma bo dejan vedno več prevzel. Pol je firma, in drugo še vedno vse isto poteka. Tako da mi ni zarezalo nikamor. Sam skoncentriral sem zadevo. Priložnost, da postanem bolj učinkovit. In to je to. Tako da, ja, tako imam vodeno. Strukturirano, pa da vem zakaj mi je to pomembno tam, pa zakaj jih imam pa vedno, se pravi, odnos z Uršo, kakšen odnos si želim med z njo. In to je ljubeč, podpirajoč, pa zabaven. Kaj boš naredil, da boš tak odnos imel? Spanje imam največ izzivov, ker mi je najmanj prisotno, ker se mi zdi, da ne rabim toliko, tle rabim še res pogruntati, koliko ur mi je optimalno, pa se tega držati. Ampak je spet, zakaj ti je spanje pomembno? Ja, da mi energijo, pa jasnost čez dan. Ok, se pravi, mi da možnost, da sem jaz energičen, pa jasen. The best. Koliko ur rabim za to? 7 ur pa pol, ok, od kere do kere ure boš to delal. Se pravi, za vsako stvar, zakaj ti je pomembna, in predvsem iz tega izhajam, da nimam, večina ljudi živi tako, kot si ti rekel, having, doing, being. Ko bom imel 2 Ferrarija, bom bil srečen. Jaz pa obrnem okrog. Se pravi, bodi srečen,
operiraj kot srečen človek, pa boš imel Mm. na koncu. Tako, kot ti pač delaš. Ti imaš vizijo, kakšen hočem biti, jaz hočem biti, tako ki si rekel, ponosen na se konc življenja. Sprav se lotem biznisa zdaj kot ponosen gal in delam, kar dela ponosen gal. In ponosni ljudje se ne ozirajo na te kamenčke pa na komentarje negativne. Pač nimajo časa za to. Ne boš bil ponosen, veš, da ti ne boš bil ponosen, če se boš ukvarjal z negativnimi komentarji. A ne? In to te je dejansko pripeljalo do tle, kjer te je. Ker si dal fokus, jaz hočem biti kot človek, zdaj kot ta človek delaš stvari in imaš posledično rezultate, ki jih imaš in ko bo večina folka dojelo, da je tle catch life, da tle obrn, tu je reverse technology, bi rekel. Večina folka po mojem to ve, nisem Ne ve. pripravljen nič narediti. Ja, mislim, mi ljudje itak veliko vemo. Saj ti ne bi, če bi, ljudje vejo, kako skušati, itak da vejo. Saj vse posod se trobi, saj ti trobiš. En tvoj TikTok bi pogledal, pa bi naredil. Če bi bilo vedenje stvar, ki dela razliko, pa jo ne. A ne. Ja, ljudje sami. To je to. Vsak ve, kako ne biti v dolgovih, kako nehati kaditi, kako shujšati, kako punci reči, da ti tu pač vse veš. Sam ne narediš, zato pa rabimo zdaj mentorje, coache, psihoterapeute, psihologe in tako naprej, a ne? Logoterapeute, hipnoterapeute in tako, ker ima vsak neko svojo unikatno, en malo bolj na mentalni ravni tu predela, en bolj na čustveni, en bolj kakorkoli, ena kombinacija. In zaradi tega, ker se tudi tega ne naučimo, ko smo mlajši, kako samo refleksije in tako naprej. No. Tako da ja, tako imam organiziran life. Top. Ja. V nulo. Ja, imam pa tudi jaz še, nisem pol bok ali pa boka. Kako sem rekel, spanje, pa tako se učim, ampak tako je. Tudi mamina zdaj ta bolezen, pa splav je Urša imela v začetku leta. Sprav zgubiš otroka, mami me je pripeljala do tega, grem dan po dan. Jaz sploh ne razmišljam. Ko prijem do jutr, se vam soočil z jutr, danes sem pa tle in zdaj si ti tle in medva imava debato in to je vse, kar imam. V 38 letih, pa še pol, malo več. Vse, kar sem naredil v lifeu, me je pripeljalo do te sekunde, da se zdaj pogovarjam s tabo. That's it. To je moj life, to sekundo. Pogovor z Galom Remsom. Vse ostalo so La La Landi. Ne obstaja. Tudi če bi imel zdaj full minusa ali pa 2 milijona na bančnem računu, ne, mi zdaj le nič prav ne pride, ker nič ne kupujem, nič si ne moram narediti. Ne. Mogoče bi ti bolj impresioniran, mogoče manj impresioniran, ampak če te tu impresionira, pa si že sam pogruntal, da so tu puhlice. Tako da, that's it. Tako da, life je tukaj zdaj. To je to. To je to. Kakšna final beseda, končna beseda? Ne imeti izgovorov. To je moja final beseda. Se ne vemo, kjer v kamero ne gledam. V redu je, če si pogledal bilo kero. Bote fajn. Čau, čau. To je to.